Prav lepo vsi skupaj pozdravljeni v prostorih Slovenske matice, kjer v okviru Koroških kulturnih dnevov poteka tudi ta dogodek, torej predstavitev novega zbornika o koroškem plebiscitu, koroški plebiscit 100 let kasneje, ki ga je uredil kolega Danijel Grafenauer in bo o njem sam povedal še več. Torej, na prireditvi sodelujemo predsednik Aleš Gabrič, urednik, soavtor Danijel Grafenauer in pa kolegica spoštovana profesorica dr. Marija Vokovnikova iz Univerze na Dunaju. Najprej bi mogoče sam nekaj pozdravil predstavnika Urada za Slovence po svetu, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Mislim, da smo v zadnjem letu, da so bili trikrat naši gostje že tukaj, če naračunamo samo Koroških kulturnih dnevov in ravno zdaj se zavedajo podatek, ki mora zopet poklicati, pa ministri so nagovarjali. Ja, tako da bomo vse upam, da naprej uspešno sodelovali. Torej, sedaj pa nekaj osnovnih podatkov o našem dogodku. Torej, nova publikacija Koroški plebiscit 100 let kasneje je peti zvezek v novi zbirki odstiranja, ki smo jo pri Slovenski matici začeli izdajati lansko leto. Torej, predtem je Slovenska matica že izdajala različne zbornike, kot sem sam malce pogledal v zgodovino, je bil prvi tak zbornik, ki je tematsko nastal na osnovi posveta simpozija oziroma pogovorov, je bil že pred več kot 100 leti, ob 400-letnici Primoža Trubarja. Na to so bili še različni. Pred nekaj leti, ko smo malce oživili društveno dejavnost, noveč bolj smo začeli sistematično izdajati tovrstne zbornike, ki so vezani na obletnice posameznih slovenskih znanstvenikov ali umetnikov, ali pa na dogodke, kot so bili denimo 100-letnica Univerze v Ljubljani, 150-letnica Vižmarskega tabora ali v tem primeru ob 100-letnici Koroškega plebiscita. Torej, v zbirki odstiranja smo tako lani izdali knjige, ki se spominjajo 100-letnic nekaterih pomembnih Slovencev, ki so vsi tako ali drugače tudi vezani na Slovensko matico. Denimo, kot prvi zvezek v zbirki je išla knjiga o industrijskem oblikovalcu Niku Kralju, eno najbolj poznanih, ki jo poznamo po stolih, predvsem po Reksu stolih. No, kako je vezan na Slovensko matico, tako da zdaj sedimo na njegovih stolih, ki jih je tudi on oblikoval. Torej, potem smo jim izdali literarnega zgodovinarja Štefana Barbariča, ki je bil dolgoletni urednik tajnik pri Slovenski matici, pa Emilijana Cevca, umetnostnega zgodovinarja, ki je bil tudi dolgo časa v vodstvu Slovenske matice in povezoval pravzaprav Univerzo, Akademijo in Slovensko matico. In kot zadnji v tej seriji na to še Koroški plebiscit 100 let kasneje. To naj bi bil rezultat posveta, ki je odpadal zaradi covidnih razmer. Že pri teh zbornikih, ki sem jih omenil, je lanskega leta se je pravzaprav to stopnjevanje, napredovanje naših zdravstvenih razmer po svoje tudi poznalo. Torej, dva zbornika sta bila iz tistih posvetov, ki smo jih uspeli izvesti v živo. Dva sta bila na to že rezultat Zoom posvetov, ki priznam, mi niso najbolj všeč, ker se takrat ljudje ne vidimo, ne družimo in ne moramo še kakšno manj resno reči. In seveda zadnji, torej Koroški plebiscit, je bil pa seveda zamišljen kot največji v tistem letu, v letu 2020 pa je bil na to odpovedan zaradi znanih razmer. Če povem še o povedanosti Slovenske matice s tem dogajanjem oziroma s Koroškim plebiscitom, je že iz te podobe tukaj jasno, da se s tem Slovenska matica ne srečuje prvič. Če bi rekel, da na pol poti od takrat do danes je namreč išel zbornik o Koroškem plebiscitu, prav tako zelo debel, ki je izrazito bolj, bom rekel, kot zgodovinar lahko rečem, klasično zgodovinarski. Opisuje dogodke takrat z različnih področij Koroške, z različnih, oziroma predvsem slovenskega političnega gledišča, o tem, kako se najnovejši zbornik 100 let kasneje, ki moram reči, da meni moram reči, da mi je zelo všeč zaradi tega, ker vemo veliko novega in ker pravzaprav včasih bi temu rekel, zgodovinarji pljuvamo v lastno skledo, da se namesto preteklosti ukvarjamo tudi s sedanjostjo in s prihodnostjo.
Torej, da ne bomo vedno iskali v preteklosti samo semena razdora in vzroke za nadaljevanje konfliktov, ampak poskušamo to preseči na način, da skozi to vrste knjige poskušamo iskati dialog oziroma način pogovora s tistimi, ki mislijo drugače, in to na en zelo uglajen način spodbujanja dialoga, ki ni takšen, kot nam ga zelo rada servira naša politika ali pa naš javni diskurs med različno mislečimi v bolj pritlehnih medijih. V Slovenski matici se s tem ne mislimo na ta način ukvarjati, zato smo se tega lotili malce drugače. In kako smo se tega lotili, nam bo najprej pojasnil glavni kreator, tisti, ki je zbiral sodelavce tako za simpozij, ki enostavno potem ni mogel biti opravljen in ki je prevzel vse glavno delo na to tudi pri zborniku samem. Daniel, prosim. Najlepša hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Kar v uvodu imam navodilo, da povem jasno in glasno, da sta sozaložnika dva, in v tem oziru vas pravzaprav lepo pozdravljam tudi v imenu direktorice Inštituta za narodnostna vprašanja Sonje Novak Jokanovič, ki se danes opravičuje, ker ni prisotna. Torej, sozaložnika sta dva, kot je že Aleš povedal, zbornik oziroma knjiga Koroški plebiscit 100 let kasneje je izšla kot del matične zbirke Odstiranja 5 in tudi kot del, kot 17. številka inštitutske zbirke Ethnicity. Ob tem bi se še posebej rad zahvalil dr. Alešu Gabriču in Janezu Strgarju za vso pomoč, sugestije, navodila in pomoč pri rojevanju te knjige, ki je pravzaprav prvi tak zaokrožen del po dobrih 52 letih, ko je leta 1970 pred vami, tukaj na desni je ta znamenita knjiga Koroški plebiscit. Namreč 1970 je tudi Slovenska matica z velikim vložkom tudi takrat Inštituta za narodnostna vprašanja izdala ta nepogrešljivo knjigo, ki je vsakemu, kdo se ukvarja s plebiscitom, bom rekel na nek način, neke vrste Biblija. Predno gremo in medias res, morda se ustavimo še pri naslovnici knjige. Je v zeleno-beli barvi, tako kot so bili lističi na glasovanju leta 1920, 10. oktobra, z belo barvo so bili lističi za Jugoslavijo, z zeleno barvo so pa bili lističi za Avstrijo. Na sliki imate obe plebiscitni coni in simbolično dve roki, ki se srečata na plebiscitnem ozemlju in pravzaprav odražata dejstvo, da smo danes res 100 let oziroma 102 leti po plebiscitu, da je čas, da nekatere odprte stvari ali pa odprte rane, ki so morda zapremo. S tem pa ne mislimo povedati, da je 7. člen Avstrijske državne pogodbe uresničen in da je Republika Slovenija s tem zadovoljna. Nasprotno, s tem samo odraža, nekako naslovnica odraža, da je pa čas resnično spremenjen, da je ta nemško-nacionalni pritisk trenutno blažji, kar omogoča več kisika slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Se morda tu ustavim, pa prepustim nadaljnjim razmišljanjem o tem po sami predstavitvi. Knjiga je rezultat večjih sotrudnikov, torej v prvi vrsti Slovenske matice, kjer je pravzaprav padla ta ideja, da je treba nekaj za 100. obletnico narediti. To idejo je imel tudi Inštitut za narodnostna vprašanja, tako so se te sinergije tukaj poklopile. Vsekakor moramo omeniti pri sodelovanju in nastajanju tudi oba kluba koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru,
in tudi Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, ki je bil sprva predviden kot soorganizator, vendar je potem zaradi drugih obveznosti in stvari je prišlo pravzaprav drugače. Aleš je že povedal, zaradi epidemije nismo v živo izvedli, takrat smo imeli kar nekaj težav, kako bi bilo s prehajanjem meje, to je bilo oktobra 2020. Nekateri avtorji so še vedno bili pozitivno naravnani, da pa vseeno bo možno se nekako v živo srečati, pa se to tudi v letu 2021 ni uresničilo, tako da smo se potem odločili, da pa vseeno te prispevke zberemo in jih izdamo. Kaj dela zanimivo ta zbornik, ta knjigo, se upravičujem, to knjigo, je to, da avtorji prihajajo iz različnih slovenskih, avstrijskih in eden celo iz madžarskih raziskovalnih ustanov. Večinoma gre za zgodovinarje, kot je že Aleš povedal, z rahlo izjemo, profesorja iz Celovške univerze, dr. Klausa Schönbergerja, ki, bom rekel, na en tak kulturološki, sociološki način razmišlja o vlogi Hansa Steinacherja, na slovenski strani proslulega agitatorja za koroški plebiscit na avstrijski strani, ki je deležen ene mitologizacije se strani avstrijskih narodno-obrambnih ali pa nemško-nacionalnih organizacij, v preteklosti tudi se strani nekaterih zgodovinarjev in raziskovalne srednje, vendar danes temu več ni tako. Dva prispevka sta, ki pravzaprav ta mit o Hansu Steinacherju in o obrambnem boju kot neki definiciji nemško-avstrijske Koroške razgrajujete. Prvega sem že omenil, to je dr. Klaus Schönberger, drugi je pa zgodovinar tudi iz Celovške Alpe-Adrianske univerze, dr. Ulfried Burz. Pa če se vrnem malo nazaj, seveda koroški plebiscit je bil le eden izmed plebiscitov, ki so po prvi svetovni vojni urejali tako imenovano Versajsko Evropo. Jasno je, nam je najbolj pomemben. Verjetno pa je tudi, da se je o njem največ pisalo. Na avstrijski strani, pravzaprav imamo od leta 1970 dalje vsako desetletje nekaj publikacij, ki so išle na to tematiko, tudi ponekod, za katere edicije lahko rečemo, da so sodelovali slovenski predstavniki, vendar v zelo manjši meri. Na slovenski strani pa, kot že omenjeno, je to pravzaprav drugi nekako poskus za okrožen prikaz koroškega plebiscita, seveda z nekaterimi odmiki, in sicer za branje te knjige je potrebno nekakšno predznanje koroškega plebiscita. Namreč plebiscit, zbornik knjiga se ne ukvarja z splošno znanimi dejstvi, ampak gre v nekatere pravzaprav tako imenovano mikrozgodovino, biografiko in tako dalje. To morda velja opozoriti. Zdaj, koroški plebiscit je slovensko zgodovino izjemno zaznamoval. Zaznamoval je izjemno odnose med Avstrijo in Slovenijo. Rezultati plebiscita, ki so bili neugodni za slovensko stran, so pomenili na slovenski strani v narekovajih izgubo slovenskega Korotana, izredno veliko bolj, ki se je prenašala med generacijami in se je prenašala pravzaprav vse do današnjih dni. Nemško-nacionalne pritiske so slovenski mediji, slovenski intelektualci, slovenske organizacije med obema vojnama, pa tudi po drugi svetovni vojni, dojemali kot v nebo pijajočo krivico, ki jo je treba popraviti. Sama meja je bila tudi po plebiscitu še vprašljiva, namreč po drugi svetovni vojni je Jugoslavija želela združitev slovenskih etničnih delov z Republiko Slovenijo in je postavila ozemeljske zahteve. In to pravzaprav je spodbujalo pa na avstrijski strani tudi nek strah, neko
bojazen pred slovenizacijo Koroške in delovanje nemško-nacionalnih organizacij, ki so močno vplivale na samo germanizacijo in na stanje, tudi številčno, koroških Slovencev na avstrijskem Koroškem danes. Zdaj, vsakoletno oktobrsko proslavljanje zmage v nemški noči v narekovajih, kot piše ravno Hans Steinacher v svoji knjigi iz leta 1943, je odpiralo rane pri koroških Slovencih, tudi pri Slovencih to stran Karavanke ali v srednji Sloveniji. Zbujalo je nelagodje, nezaupanje, ki se je preko druge svetovne vojne, preko velikega deleža Avstrijcev v okupacijskem nacističnem režimu v Sloveniji, preko tako imenovane odprave dvojezičnega pouka, preko podiranja dvojezičnih napisov, popisati posebne vrste v 70-ih letih, nekako nadaljevalo do leta 90. Ko je to z integracijo Slovenije morda nekoliko prenehalo, je pa res, da so v 90-ih in kasneje po letu 2000 se nekako sintetizirali ti poskusi, ki trajajo znotraj krške škofije na Koroškem že od 70 let dalje. Kaj mislim s tem? To so poskusi sožitja med obema narodoma na avstrijskem Koroškem in ti poskusi so kulminirali v zadnjih 15 letih, lahko rečemo, se strani različnih deležnikov in konec koncev z izvolitvijo koroškega deželnega gravarja, ki se zdi išče neke možnosti sožitja v deželi. Naj takoj povem, da smo tisti, ki spremljamo dogajanje, pričakovali od tega boljšega vzdušja precej več, še vedno pričakujemo, vendar ne deželne oblasti, ne državne oblasti zdaj še naših pričakovanj niso izpolnile. Zdaj, torej, avtorji, 12 avtorjev naslavljajo zelo različno tematiko, zelo različne teme koroškega plebiscita, kot takšen pa koroški plebiscit pravzaprav vsebuje ogromno vsebino, številne procese, zato je pravzaprav mu pozornost slovenskega zgodovinopisja, avstrijskega zgodovinopisja bila v zadnjih 100 letih fokusirana na ta, na nek način, lahko ga imenujemo kar proces. Zakaj imenujem proces? Zato, ker v enem poskusu, ki ga izvajamo na Inštitutu za narodnostna vprašanja in se imenuje Mirovna regija Alpe-Jadran, je bila ena izmed morda izpostavljenih idej ravno bivšega predsednika koroškega Heimatdiensta, ki nosi veliko breme za germanizacijo koroških Slovencev, ta, da lahko gremo naprej, če se slovenska stran strinja, da so rezultati plebiscita dokončni. To ni bilo leta 1955, to je bilo leta 2014. In tu kaže pravzaprav, kakšne globoke kulture to na nek način drži na eni in na drugi strani. Če se ostavim pri posameznih avtorjih, morda vsebinsko začne zbornik dr. Teodor Domej, ki govori z nekaterimi novimi podatki o narodno-politični diferenciaciji med Slovenci na Koroškem in kako je to narodno-politična diferenciacija vplivala na sam rezultat plebiscita. Dr. Matjaž Klemenčič ima klasično zgodovinsko temo, lahko temu rečemo, tisti, ki se ukvarjamo z zgodovino koroških Slovencev, ta je poskušal nam je približati germanizacijske procese na južnem Koroškem in kako so tudi ti germanizacijski procesi na koncu neposredno vplivali na plebiscitne rezultate. Če samo omenim, na Koroškem sta tekmovali
pa lahko o tem še razglabljamo kasneje, dve ideji. Eno idejo je zastopal sistem, ki je bil 600 let star, ki je bil dobro upeljan, drugo idejo je pa zastopal en mlad sistem, ki se je v letu in pol komaj oblikoval in je nagovarjal en na nek način nov narativ. Zelo dobro to vriše dr. Andrej Morič, pokojni dr. Andrej Morič na Univerzi v Celovcu. Pravi, narodovanje na Koroškem še ni bilo izpeljano do konca. In temu lahko samo pritrdimo. Dr. Andrej Rahten se ukvarja, kot že v svoji knjigi, predtem z diplomacijo ob Vrbskem jezeru, pravzaprav kaže preference določenih diplomatskih misij do koroškega vprašanja in na nek način pokaže, da ni tako, kot smo si mislili, katere delegacije, torej zaveznikov so bili precej na naši strani, katere manj, ampak to nekako postavi v novo luč. Mlad doktor zgodovine Filip Jernej, koroški Slovenc, predstavi pravzaprav svojo doktorsko dizertacijo, en del svoje doktorske dizertacije, ki govori o jugoslovanski upravi plebiscitne cone A. Poizkuša nam prikazati, da na Koroškem tudi vsi niso imeli jugoslovanske vojske ali slovenskih vojakov za osvoboditelje, nekateri so jih imeli tudi za okupatorje. Dr. Klaus Schönberger pravzaprav razgrajuje mit Hansa Steinacherja. To je v slovenske besedi, kot prispevek v slovenskem jeziku, je to edini takšen prispevek do sedaj. Klaus Schönberger je o tem pisal na Koroškem že predtem. Morda velja povedati, da ker na nek način inkriminira Hansa Steinacherja, se je pred objavo prispevka posvetoval z odvetniki, da ne bi se strani nemško-nacionalnih društev doživel kakšnih pravnih sankcij. Ulfried Burz razgrajuje na nek način tudi mit o duhovnem obrambnem boju, razgrajuje nekatere teze znanega avstrijskega koroškega zgodovinarja Wuteja. Pravzaprav kaže, kako je ta nemško-nacionalni pritisk na nek način definiral odnos med Slovenci in nemško govorečimi Avstrijci na Koroškem. Tina Bahovec iz Alpe-Jadranske univerze v Celovcu se ukvarja z vlogo žensk v plebiscitni agitaciji, v plebiscitnem času. Brigitte Entner iz Slovenskega znanstvenega inštituta ima zanimivo temo, razglablja in razmišlja o konfirmaciji, ki so jo na avstrijskem Koroškem v času plebiscitnih bojev doživeli nekateri izpostavljeni koroški Slovenci. Ugotavlja, da gre za nekaj 100 ljudi, ki so jih avstrijske koroške deželne oblasti konfinirale, torej na nek način priprle, izven dvojezičnega dela avstrijske Koroške. Zanimivo bi bilo pravzaprav tukaj narediti via versa raziskavo, kako so pa deželne oblasti v Ljubljani delale z Nemci, kajti vemo, da so jih tudi zapirali na Ljubljanski grad, pa še kam drugam. Po nekaj mesecih so te eksponirane večinoma spustili, nekateri so pa bili procesirani za neugotovljenih vzrokov, kot sama ugotavlja. Georgi Lukač nam poda pravzaprav primere, kako je pa plebiscit potekal na enem drugem območju, prej sem rekel, da jih je bilo več v Evropi, in sicer v Šopronu. Šopron je danes tako imenovano Civitas Fidelissima, to se pravi posebno mesto, posebno vlogo ima še danes, pravi na Madžarskem, kajti Šopron je na koncu pristal na madžarski strani, čeprav je imel večino so tvorili nemško govoreči. Sam pišem o
tudi dokaj boleči temi, in sicer o beguncih po plebiscitu, torej o tistih, ki so si morali življenjsko eksistenco iskati po plebiscitu v srednji Sloveniji ali celo tudi južneje. Ti, lahko rečemo, so bili v Sloveniji kar lepo sprejeti napram primorskim Slovencem, ki so prihajali v času fašizma v Slovenijo. Imamo spomine, kjer niso bili tako lepo sprejeti. Koroški Slovenci so se kar hitro integrirali, zasedali ugledna mesta v takratni jugoslovanski Sloveniji. Naprimer, ne omenim samo velikega župana mariborske oblasti, dr. Frana Šaubaha, in še bi lahko naštevali. Štefan Pinter govori o plebiscitnih proslavah na Koroškem. Mi o plebiscitnih proslavah na Koroškem imamo nekatere poskuse raziskovanja, razmišljanja. Štefan Pinter jih poskuša nekako zaokrožiti in pokazati pravzaprav, kakšno vlogo v tej mitologizaciji tega koroškega obrambnega boja so imele vsakoletne oktobrske proslave. Znano je, da so se, pa še danes se nekateri v času plebiscitnih proslav oktobra, 10. oktobra, nekateri koroški Slovenci umaknejo v Slovenijo ali izven Koroške. Marija Vakovnik, dr. Marija Vakovnik, ki pa je danes z nami, pa je pravzaprav predstavila eno srednji, njen prispevek je neke vrste osrednji, saj nekako zaokroži zgodovino koroških Slovencev v zadnjih 100 letih in poda nastavke o nekaterih vprašanjih, nekaterih problemih, ki še niso na avstrijskem Koroškem zadovoljivo rešeni. Jaz bi vas povabil k branju, sem odprt za kakršnakoli vprašanja, bi pa sedaj povabil k besedi našo osrednjo gostjo, univerzitetno profesorico dr. Marijo Vakovnik iz Inštituta za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju. Naj zelo skrajšam njeno predstavitev in povem, da so njena raziskovalna težišča zgodovina diplomacije, zgodovina plemstva, družbena, znanstvena, gospodarska in socialna zgodovina vzhodne Evrope in Alpe-jadranskega prostora. Prav tako se raziskovalno ukvarja z ženskami in zgodovino spolov v vzhodni Evropi in Alpe-jadranskem prostoru. Marija, izvoli. Hvala lepa za prijazne in lepe besede. Se obrnem gospodoma tukaj, enemu na levi in drugemu na desni strani, prav prisrčno zahvalim, da sta me povabila in vas vse pa skupaj tukaj hočem tudi prav lepo pozdraviti, da ste prišli in da boste malo meni prisluhnili. Moj prispevek danes je pravzaprav zelo obsežen. Jaz ne vem, kako bi jaz vam 100 let zgodovine na Koroškem osrednje, bi rekla, tukaj tudi nekako referirala. Se bom pa osredotočila na kratko na tematiko, ki je na Koroškem zelo pereča in to Korošči zelo dobro vejo, to tudi mi vsi dobro vemo. Se bom malo osredotočila na jezik. Kajti jezik je naše komunikacijsko orodje in s tem mi lahko se povezujemo, pogovarjamo ali pa da jezik nas tudi naučimo. In to mi prav dobro vemo. Jaz bom zdaj šla kao medias res, Daniel je pripravil, je tako flepen, da bo še mi lahko točno govoriti, hvala lepa. Po koncu Prve svetovne vojne in zlomu Habsburške monarhije je prišlo do ustanovitve tako imenovanih nasledstvenih ali pa nacionalnih držav. Določevanje meja med nekdanjimi sosedi se ni dogajalo po zakonitostih evolucije, temveč pa je povzročalo močne disonance, še preden se je začel mirovni kongres v Parizu. Vsaka država je seveda našla ozemeljske zahteve, ne oziraje se na etnično ali pa jezikovno sestavo prebivalstva. Tukaj vidite zadaj, jaz ne tako dobro vidim, ampak sem si dala tukaj tudi folijo, kako se, to sta plebiscitni območji na Koroškem, o tem bo še malo kaj govora.
Na jugu Avstrije sta se avstrijska dežela Koroška in novonastala Jugoslavija bojevali za mejo, glede na izhodišče seveda ali za južno ali pa za severno mejo. Tudi zaradi trajajoče in spreminjajoče se usode bojev so se navsezadnje tega vprašanja lotili tudi v Parizu. Avstrija kot poraženka vojne ni bila tam na pogajalski mizi, ampak jugoslovanska delegacija je tam bila in je imela, bi rekla, dozdevno prednost, da tam pokaže, kaj hoče in da tudi utemelji svoje ozemeljske zahteve. Vendar je prišlo vse malo drugače, kot danes vemo. Razlog, da so se maja 1919 vendarle odločili za plebiscit na Koroškem, je v prvi vrsti temeljil na misiji, ki ga je opravil ameriški podpolkovnik Sherman Miles v zasnežni zimi 1919 na obmejnem območju, kjer so potekali srditi boji. Tam so ga sem pa tja prevažali, nekatere Slovence so jim kazali in v prvi vrsti se je res, bi rekel, da se je zadržaval ob Vrbskem jezeru, zato tudi piše Andrej Rahten o diplomaciji ob Vrbskem jezeru. Jaz mislim, da je Slovence samo malo lepo v odnošah oblečene videl, tu pa tam ob cesti, kjer so tja prevažali, ampak kam je pa prišel, ne, bilo toliko snega, da nikamor niso mogli, tudi Krški škof, kaj je prav prijazno sprejel. In to je bila ena stvar, druga stvar pa je bila, da so seveda britanske in italijanske delegacije v Parizu bile pro-avstrijsko naravnane, pa ne za Jugoslavijo. In mi tudi vemo, naprimer, da je avstrijski ali pa slovenski delegat Ivan Žolga, ki je bil zadnji, edini, nekdanji minister brez listnice v Habsburški monarhiji kot Slovenc, ta je potem imel tudi pogajanje v Parizu za jugoslovansko stran in da mu ni uspelo, da bi se tam pravzaprav, da bi lahko to v delegaciji tam sploh povedal, kako je stanje. Čeprav je imel zares zelo dober material, bi mi danes rekli, in sicer njegovi argumenti so temeljili na analizi cerkvenih knjig in te analize cerkvenih knjig mu je priskrbel najbolj Lambert Ehrlich, ki je bil tudi član jugoslovanske mirovne delegacije. V času med septembrom 1919 in oktobrom 1920 je bilo sporno območje, kot vidite, razdeljeno pravzaprav v dve okupacijski coni, v jugoslovansko in avstrijsko. In pred plebiscitom 10. oktobra 1920, tukaj na tej foliji vidite, je zelo bistveno, da na nekaj opozorim. In sicer vi vidite samo, da sta bila pravzaprav Rož pa Podjuna, dvojezična Rož pa dvojezična Podjuna sta bila tisti plebiscitna cona, ampak vidite, da Zilske doline ni zraven, tam se je takoj prenehalo. To je bil mi bi rekli danes, en dober trik, ne? Ker so točno vedeli, Italijani so pri Zilski dolini dobili tam Kanalsko dolino in so točno vedeli, če bi izvedli na strani Zilske doline tudi še plebiscit, da morebitno ne bi šlo za Italijo, ne? Ker tam tudi potem so argumentirali, da to območje ne meji na Jugoslavijo, to so bili take, so znali, tudi oni so našli svoje dobre argumente proti in za. Morda greva dalje z temi propagandnim materialom. Seveda je prišlo na obeh območjih, na obeh straneh, jaz bi tako rekla. Jugoslavija in Avstrija sta skušali tam potem seveda izvesti propagando, vsaka država za sebe in vidite, in tudi vsaka v dveh jezikih, to je tudi zanimivo, ne? Da so Avstrijci na jugoslovanski strani so govorili v dveh jezikih. To se pravi, da je prišlo res jaz bi rekla, do dvojezične propagande, ki je pa bila zelo učinkovita, se sami lahko malo berete, ne, kako piše, strgaj belo glasovnico ali pa z 10. oktobrom se bo končalo slovensko trpljenje in tero Nemcev. In najboljša je, se mi sprosti, ne, mama, ne štimete za Jugoslavijo, kam moram en rukati za kralja Petra, ne, to so ja kar
več stvari tukaj spravili, lepo slovenščino, pa tudi dialektalno slovenščino. Tudi glasovanje koroških Slovenk in Slovenk, ki so potem glasovali v Avstriji, gre zahvala za Avstrijo, da so 10. oktobra pravzaprav, da se je večina izrekla za Avstrijo, ne za Jugoslavijo. Pričakovanja so bila čisto drugačna, to vemo tudi iz popisa te knjige, si jih lahko zberete, ker so se kaj drugega pričakovali, da bo seveda celotno območje, saj cona A, da bo šla na Jugoslavijo. Seveda se je malo drugače spremenilo. Predtem pa, preden da je prišlo do tega plebiscitnega, do plebiscita, do 10. oktobra, smo imeli veliko, ne samo propagande, temveč tudi en cel kup, bi rekla, obljub strani deželne vlade. In jaz bi tam eno pokazala, mislim, da je v nemščini, jaz bom prebrala v slovenščini. Tam je 26. septembra 1920, na primer, je Koroški deželni zbor izjavil, da bo slovenskim rojakom sedaj in za vse čase obvaroval njihovo jezikovno in narodno samobitnost, ter da bo njihovemu duhovnemu in gospodarskemu razcvetu povečal enako skrb kot nemškim prebivalcem deželjem. O natančni opredelitvi teh načel naj bi se dogovorili po ponovni združitvi s koroškimi Slovenci. Ta svečana obljuba ščiti vse koroške Slovence, zato 10. oktobra glasujte za svobodno Koroško. Seveda se je veliko ljudi pričakovalo, da bodo te obljube kaj držale, ampak po plebiscitu je pa prišlo malo drugače. Že 25. novembra, če morda pokažemo še ono, 1920 je deželni upravitelj Artur Lemeš ugotovil, zgolj za obdobje enega človekovega življenja imamo čas, da te zavedanje ponovno vrnemo k Koroštvu. Da je še tudi povedal, bevor wir dieses Werk der Liebe beginnen, beginnen wir das Werk der Vergeltung. To se pravi, da je že takrat 3 na 6 tednov, bi rekla, koliko je mesec, 5 tednov po plebiscitu je bilo čisto jasno, da se bo nekaj drugega, ena druga doba za koroške Slovence začela. Ta parola je bila tudi najboljša pobudnica začetka odstranjevanja dvojezičnih krajevnih tabel, odpuščanja delavk in delavcev, uslužbencev in tudi preganjanja in pobega duhovnikov, intelektualcev ter učiteljev. Tisto duhovščino pa, ki je kljub njeni naklonjenosti za Jugoslavijo ostala, so poniževali, nad njo so izvajali prisilo, jo napadali iz ozadja in jo aretirali pred očmi njihovih vernikov ali pa so jim sežigali enostavne faruže. To ni bilo nič novega, to tudi hočem povedati, kaj to je imelo svoj sistem ali pa sistemsko kontinuiteto, kajti mi imamo kar dobre vire, ki nam opozarjajo ali pa nam tudi kažejo, kako so takoj po izbruhu Prve svetovne vojne vse slovenske duhovnike na Koroškem, pač na Južnem Koroškem, klasificirali kot serbofile in so jih tudi zasledovali. To se pravi, da se je samo nekaj še nadaljevalo, da ni bilo prekinitve, jaz bi rekla, da je bila kontinuiteta dana. In te duhovnike je krška škofija včasih branila. Ne zmeraj, ampak včasih, če je bilo malo preveč, potem krški škof, ki sam je bil zelo naklonjen Slovencem. Mi vemo, da je bil liberalnega duha, da je bil navdihnjen liberalc, sploh pa bi rekla, če bi ga lahko postavila zelo na nemški strani, da je on potem tudi pisal na koroško vlado, da se s tem neha. Čeprav pa so maloštevilni slovenski intelektualci zapustili Koroško oziroma so jo morali ali so pobegnili, so tisti, ki so doma ostali, ponovno reaktivirali slovensko društveno in kulturno življenje. In so imeli tudi velik uspeh z lastno koroško slovensko stranko, ki je kandidirala za Koroški deželni zbor in imeli so med letoma 21 in 34 po 2 mandata. To je se pravi Vinko Poljanca, pa Franca Petka in potem pa še Janeza Starca. Janez Starc pa Vinko Poljanc sta bila oba duhovnika in Vinko Poljanc 27 leta ni več smel kandidirati, ker mu je prepovedal krški škof. Ampak Starc je smel kandidirati. Seveda so
vsi ti duhovniki, pa vse ustanove skušale koroškim Slovenkam in Slovencem izboljšati izobrazbeno situacijo na Koroškem, pa tudi situacijo na gospodarskem in socialnem, bi rekla, da bi se malo vse poboljšalo. Brez teh prizadevanj, toliko mi zdaj poznamo zgodovino Prve republike, ki še ni dobro raziskana, moramo pa povedati, da brez teh prizadevanj, da bi koroški Slovenci ne preživeli in da bi ne prišli v drugo Avstrijsko republiko ali pa to moramo res. Jaz sem zdaj malo začela raziskovati tudi zgodovino, kako se je dogajalo z temi, bi rekla, proslavami za 10. oktober. Vse proslave za 10. oktober, to so bile za Slovence res nekaj hudega, ker so se dogajali vsako leto za isti čas, posebno pa tiste 10-letnice so bile prav hude. Rezultati štetja prebivalstva, morda tisto pokažemo, rezultati štetja prebivalstva v letih 1923, 1934 in 1939 potrjuje dvomljiv uspeh deželne politike, ki je bila sovražna do manjšin, saj se je število Slovenk in Slovencev v nasprotju z zadnjim štetjem prebivalstva v času monarhije leta 1910 skorajda prepolovilo leta 1923 oziroma skoraj zmanjšalo na le 1/3, to je leta 1934 in leta 1939. Za dramatičen upad slovenskih govorcev in govork pa niso bile le krive kategorije v vprašalniku 23. leta jezik, v katerem mislite, 34 pripadnost, kateremu kulturnemu krogu čutite, ali materinščina, to je edikrat bila 1939, ali pa štetveni zapisnika, ki je izpolnil vprašalnike, temveč so krivdo nosile predvsem socialno-ekonomske razmere, osebno in poklicno okolje, aktivnost nemško-nacionalnih društv, tudi posebej omenila koroški Heimatdienst, represivna politika v deželi in tako dalje. Krivdo pa je nosila tudi hegemonistična kreacija nove etnične skupine Vindišarjev, katero je izumil Martin Vuter, o katerem se tudi v tej knjigi piše. Če si prav pogledate malo to folijo, boste videli od tega momenta, odkar so potem se šteli za Vindišarje, kako so Vindišarji decimirali pravzaprav število Slovenk. Jaz mislim, najhuje je bilo to leta 1939, tam imajo 21 000 glasov kot Slovenci, vsega skupaj bi bilo takrat, če bi lahko šteli, bi bilo to 42 000 glasov, potem 51, prenehalo se je, da vindišarstvo šele v letu 1991, ampak kljub temu imamo danes še zmeraj hude prepire, tudi to so znanstveni prepiri, kaj to pravzaprav pomeni. Jaz jih imam za kategorijo in between, meni nič drugega ne pade v glavo. To so ljudi, ki so nevmes, pa ne vejo, kam spadajo, ali na to stran, ali pa na ono. Ampak so do tega priveli, da je koroška deželna vlada lahko zmeraj pritiskala na Slovence, ali pa da je vodila politiko divide et impera. Seveda so Slovenke in Slovenci kljubovali izjemno neugodnim razmeram v času Prve Avstrijske republike in seveda tudi pozneje. Ampak med Prvo republiko je prišlo med Slovenci pravzaprav to, kar mi v nemškem rečemo Lagerpildung. Mi imamo prvič to, da sta nastala dva tabora, in sicer konzervativni in liberalni. Teodor Dom v tej knjigi zelo dobro tudi napiše, kako se je to razvilo že pred razpadom monarhije, ampak v tej, bi rekla, v tej jasnosti, kot pa se je to pokazalo v Prvi republiki, tega mi v monarhiji nimamo. In tudi Druga svetovna vojna je pomenila veliko prelomnico. Na eni strani izselitev skoraj 1000 koroških Slovenk in Slovencev aprila 1942, zdaj bo ravno 80 let od tega.
ki naj bi predstavljala že predvojno dogovorjeni začetek etnično-jezikovnega čiščenja in še večja mobilizacija strani nemške armade, seveda na drugi strani pa aktivnost partizanov in poskusi, da bi se izmaknili vojni blaznosti dezertiranjem. Odporniške enote partizanov, ki so kot posledica deportacij delovali že nekaj od sredine leta 1942 tudi na jugovzhodu Koroške, so znatno prispevali k znani izjavi v Moskovski deklaraciji iz leta 1943, v skladu s katero naj bi se ponovno vzpostavila neobstoječa Avstrija, z upoštevanjem tega, v kolikšni meri bo sama prispevala k svoji osvoboditvi. Zahvaljujoč tej deklaraciji je Avstrija po letu 1945 ponovno bila vzpostavljena v predvojnih mejah. Leta 1955 je tvorila tudi podlago za avstrijsko državno pogodbo, ki vsebuje do danes veljavne določbe o pravicah manjšin ali pa narodnih skupnosti, kot mi zdaj rečemo k temu od leta 1976 naprej. Danes že omeni, da če je 7 iz tega še ni docela, bi rekli, uveljavljen. Pa tudi po letu 1945 ni odbila nič ta ura za slovensko narodno skupnost na Koroškem, kljub že omenjeni izselitvi in poskusom etnično-jezikovnega čiščenja, kljub preganjanju, zapiranju in drugimi represalijami. Na prvem sestanku provizorične deželne vlade 7. maja 1945, ki je deportacije priklicala in napovedala poravnavo škode, ob vladnem obmizju krščanskih socialistov, socialdemokratov, zastopnikov Koroške deželne zveze in enega nadstrankarskega predstavnika ni bilo prostora za enega samega slovenskega politika. Namesto tega pa so 8. maja 1945 k omizju povabili 2 komunista. Slovenke in Slovenci so bili do te vlade s kratko življenjsko dobo, ona je trajala samo do 6. junija, zelo skeptični, verjetno tudi zaradi tega, ker so stavili na jugoslovansko vojsko, saj so njene čete 8. maja kmalu za britansko okupacijsko vojsko prispeli v deželno prestolnico Celovec. Različne teritorialne zahteve jugoslovanskih poveljnikov, to smo danes že čuli, so bile v diametralnem nasprotju z nalogom provizorične vlade, da naj Koroška ostane svobodna in nerazdeljena, torej Kärnten-frei und ungeteilt. Na te teritorialne zahteve se Britanci tudi zaradi izkušnji iz obdobja 1919-20 in izvidniške komisije, seveda, ki so jo opravili, niso posebej ozirali, tudi Sovjetska zveza je imela druge skrbi. To se pravi, da se je morala jugoslovanska vojska 19. maja 1945 umakniti z njenih položajev. In povojna leta do 1949, ki so temu potem sledila, lahko označimo kot odločilna za oblikovanje prihodnosti in nadaljnje smeri razvoja mejnega vprašanja, za politično ozračje na Koroškem in tudi za slovensko narodno skupnost. To so 4 leta med 45 in 49. Kajti na pariški mirovni konferenci leta 1949 so bile potrjene meje Avstrije v obsegu z dne 1. januarjem 1938. S tem je bila pa tudi zarisana zaključna črta pod jugoslovanske ozemeljske zahteve. Torej to, kar so potem pravili, da imajo prastrah ali pa Urangst na Koroškem, tega je bilo konec in sicer enostavno s to mirovno pogodbo. V teh 4 letih pa se je okrepil odnos sovražnosti do manjšin, kljub temu ali morda prav zaradi tega, ker je izgnanemu povratniku Jožku Tišlerju kot članu druge provizorične deželne vlade, on je bil tam od avgusta do oktobra 1945, njemu je uspelo uveljaviti izjemne reči. S pragmatično in diplomatsko spretnostjo je virulentno vprašanje meje ločil od razprave o šolstvu, kar mu je omogočilo, da so vse v deželnem zboru zastopane stranke v oktobru 1945 glasovale za uredbo o dvojezičnem šolstvu. To pomeni, da je na dvojezičnem področju postal dvojezični pouk obvezen. Tišler se je uveljavil tudi znotraj koroško-slovenske politike in je postal predsednik pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte,
ampak tam je prišlo potem tudi do razdora med liberalnimi in konzervativnimi in potem je moral Jožko Tišla odstopiti. To se pravi, da Slovenci leta 1945, ko so bile volitve v jeseni, niso nastopili z enim glasom ali pa z lastno, bi rekla, z lastno partijo, temveč so enostavno rekli, zdaj pa volite ali socialno-demokrate ali pa krščansko-socialne ali pa enostavno za nobenega ne vodirate. In to je, jaz bi rekla, to je bil tisti turning point, ne, v tem momentu se je prenehala na Koroškem tista politika, da bi se šlo skupno pot. To je do tega privedlo, da od takrat naprej nikoli več Slovencem ni uspelo tudi z enotno listo, ne, da bi z enim jezikom ali pa z enim glasom govorili. In s tem smo pristali. Od teh 4 letih ravno raziskujem tudi, kako se je to lahko zgodilo in sem radovedna, kaj vse bom še v mojih podlagah našla, potem bomo se sigurno obvestila, ker mislim, da so tudi bili hudi boji in to je bil mlin, ali se pa voda na mlin Nemcev v Avstriji, to imam čisto ali pa koroških Nemcev, tako mi se moramo razlikovati, ne smo je 2 naroda na Koroškem, en govori slovensko, drugi nemško, vsi pa govorimo 2 jezika, če učimo. Ja, ali pa en del saj govorimo. To se tudi pravi, da so s tem koroški Slovenci zaključili svoj proces politične diferenciacije in so pristali na pluralizmu, tega, ki ga imamo vse povsod. Seveda sta se potem ustvarili tudi dve organizaciji, Narodni svet koroških Slovencev in Zveza slovenskih organizacij. Narodni svet je bil 49. leta, se je ustanovil in Zveza ZSO pa leta 1955. Od leta 2003 pa imamo še eno tretjo interesno zastopstvo, to je Skupnost koroških Slovencev. To se pravi, da imamo do leta 2003 2 tabora in zdaj jih imamo 3. In nas je čedalje manj, mislim, da nas je približno 12 000, če se ne motim, če te javne popise pogledamo. Med svetle utrinke pa lahko štejemo kljub temu pa stvari, in sicer uredba o dvojezičnem šolstvu 45. leta, potem podpis Avstrijske državne pogodbe 55 s členom 7 in leta 1957 seveda ustanovitev Slovenske gimnazije ali pa Zvezne gimnazije za Slovence. Seveda, ko se je ta slovenska gimnazija ustanovila, so bili, jaz bi rekla, da so se vsi bali, da bo tukaj ena takšna kadrovnica ali kovnica kadrov nastala, kar je dejansko zares, ker se je res uspelo, da je iz enega naroda, ki je bil nadpovprečno zasidran, poljedelsko zasidran in ni bil zelo učen, katerega se skušajo tako držati in ga zmeraj meriti. Da ima danes, če mi pogledamo tudi število akademikov in bi to morda po narodnostnih skupnostih v Avstriji gledajo najbolj na Slovenci najvišje število, če se to zračuna, ne samo absolutno, temveč tudi v odstotkih, tako da moramo povedati, da se je res nekaj spremenilo za to slovensko gimnazijo, ampak mi tudi vidimo, da števila upadejo, sploh tistih, ki znajo zelo dobro govoriti slovensko. To moramo pa res sami priznati. Če bom toliko časa imela, bom še povedala tudi, kako bi se to lahko vse spremenilo. Leta 1958-59 je prišlo potem po hudih ukrepih, pa Heimatdienst je vse mogoče stvari izvajal, je prišlo do ukinitve tega dvojezičnega šolstva. To se pravi, če se kdo hoče na Koroškem prijaviti k dvojezičnemu pouku, potem imajo starši tako imenovani Elternrecht, da starši otroka prijavijo ali pa odjavijo od pouka. In
to je edinstveno. Jaz ne poznam nobene države, kjer bi kaj takšnega bilo, da bi se moral kdo prijaviti, da starši o tem odločajo, če se sme matematiko poučevati ali pa če se sme latinščino. V latinščini lahko človek izbiraš, ampak to je do danes tako ostalo, to se pravi, da je še kar dosti takšnih grabišč, ki jih je treba morda še malo pospraviti ali pa z dobrimi argumenti iz sveta spraviti. Moramo po resnici povedati. Je pa tako, da so dolga leta hoteli slovensko gimnazijo izstradati in to je šlo na vse mogoče načine. Je treba samo prometno infrastrukturo pogledati si, kako se lahko doseže slovenske kraje z vlakom ali pa z avtobusom. Niso zgovorne tiste stare, obstoječe železniške in avtobusne proge, temveč tiste, ki jih nikoli niso, ki so jih ukinili, ki jih nikoli niso realizirali ali ki so samo za določene čase, termine odprte. Naprimer, v Klopin vozi med junijem pa med septembrom en bus. Samo za te čas. To je bilo čisto enostavno, ne tako, da so odrezali. Kaj pa to pomeni? To je pomenilo, da so morali starši svoje otroke dajati v domove, v internate. In to je za vse družine pomenilo seveda veliko odpovedanja. Zdaj se je malo poboljšalo, ker se otroci vozijo ali pa da, jaz ne vem, a imajo tisti car sharing, jaz ne vem, kako pride v šolo, ker je tudi čedalje manj otroc, ki hodijo direktno iz podeželja v slovensko gimnazijo, ker veliko Slovencev živi v Celovcu in od tam tudi hodijo v slovensko gimnazijo, ampak slovenska gimnazija nima več samo iz slovenskih vrst, temveč morda iz takšnih vrst, kjer so stari starši še slovensko govorili, starši niso več govorili, ampak potem se dajo svoje otroke zopet v slovensko gimnazijo. To sem že povedala, da se je ta slovenska gimnazija za Slovence na Koroškem izkazala kot pospeševalec družbeno-ekonomske transformacije. In da so Slovenci, ki so se šolali na slovenski gimnaziji, potem šli dalje študirati na vse mogoče univerze, ne samo na nacionalne, temveč tudi na mednarodne univerze. In to je tudi in da danes delajo v vseh poklicih. Prej Slovenci so imeli, če bi jaz 19. stoletje zdaj pogledala, je bil samo en poklic atraktiv, to je bil poklic duhovnika in ob koncu 19. ali 20. stoletja, začetek 20. stoletja imamo še pa takih, ki so potem na sadjarstvu ali pa v olejovnu študirali, ampak več tega ni bilo. Čeprav pa je bilo veliko študiranih povratnic in povratnikov, poleg njihovega poklica aktivnih tudi v različnih kulturnih društvih in so se tudi politično angažirali za narodno skupnost, sta dva pojava v zelo razgibanih 70-ih letih prejšnjega stoletja zelo otežila življenje narodne skupnosti in sicer vse močnejša asimilacija, ki ima več vzrokov in beg možganov. Intelektualna in gospodarska diaspora sta sicer koristili izveščanju problematike koroške mašine v ostalih delih Avstrije, pa tudi v tujini. In zlasti še potem, ko je dvojezično osnovno šolstvo zaradi nenehne gonje KHD-ja zašlo v res en hud položaj, se stvar ni bistveno poboljšala, ker ni bilo primernih delovnih mest za vrnitev na Koroško nazaj, ali pa naj ne bi jih bilo. In to je seveda prispevalo k rezultatom popisa, ki ga imamo danes, da je na Koroškem baje samo več 12 000 slovenskih govork in govorcev. Jaz hočem tudi kot primer še navesti tisti popis iz leta 1976, to je posebne vrste bil, ali Die Volkszählung besonderer Art, o katerem je bilo preštetih mnogo Slovenk in Slovencev po celi Avstriji, ampak ne na Koroškem samem, ker so, jaz se še sama spominjam,
da so nam rekli, ne, da smo pač kje druge, da so Slovenci in ne smem, da na Dunaju želijo kar precej Slovencov. Dejstvo je, da so si koroški Slovence in koroški Slovenci morali pravice zapisane v državni pogodbi vedno znova izboriti s pomočjo odredb Ustavnega sodišča. V bistvu pa je vedno šlo samo za eno stvar, in sicer za jezik. V tej zvezi je zanimivo branje poročila Slovenske narodne skupnosti, naslovljeno na deželni zbor, ki vsebuje tudi dvojezični predgovor deželnega glavarja Petra Kajzerja, v katerem slednji poudarja, da je bila Slovenska narodna skupnost prvič eksplicitno omenjena v deželni ustavi leta 2017 in da je dežela Koroška v zadnjih letih storila dokaj pomembne korake v smeri izboljšanja položaja Slovenske narodne skupnosti na Koroškem. O tem, kako je Slovenska narodna skupnost prišla v to ustavo in kaj se je dogajalo predtem, pa bi jaz rekla, da to spada med najbolj sramotne in nenavadne rekvizite zgodovine, ki jih lahko tukaj sploh omenimo. Pridem do zaključka. Morda bom tudi malo kaj povedala, kako bi si predstavljali, kako lahko pogledamo malo v prihodnost. Če se kot zgodovinarka ukvarjam z long direkt določenih dogodkov, se včasih vprašam, kako je bilo in je še vedno mogoče, da ljudje kljub vedenju o nevarnosti njihovih izpostavljenih življenjskih področij le-teh ne zapustijo, temveč jih prav tam zopet zgradijo ali pa tam ostanejo. To je zmeraj bilo, že v preteklosti, pa tudi danes. Eden od možnih odgovorov bi bil, da nimajo drugih alternativ. Jaz pa tudi rečem, da obstaja tudi druga možnost, da so ti ljudje postali tradicionalno trpljenja zmožni, to se pravi, da prenašajo. Te primere imamo tam posebej, tam, kjer je danes Gradiščanska. Tam je čez 200 let so prišle osmanske čete, pa vsako leto pravzaprav skoraj da vse že iskali. In imamo raziskavanja, kjer so ljudje tam ostali, niso zapustili svojih naselbin, česar vsako leto so na novo zopet se zgradili. In jaz bi rekla, to je ena stvar, ki v zgodovini veliko premalo razčiščena, pa tudi raziskana, da se človek stvari enostavno, da je vajen, nekateri boljše, drugi pa malo manj. Iz long direkt zgodovine pa izhaja tudi vprašanje, zdaj pa gledam na to, zakaj se je Koroška tako zelo borila. Zato južno Koroško, če dela prebivalstva tam sploh ni akceptirala kot svojega, enako vrednega, ker je govoril drug jezik. To je vprašanje, ki mi ga noben ne more odgovoriti, ker to je, seveda se vprašaš, zakaj so se tako za to Koroško tako borili. In zdaj seveda, ali je šlo zgolj za posest nad deželo in za oblast nad njo v fevdalnem ali celo kolonialnem smislu, ali pa so postali, kot je deželni upravitelj Arnold Torlemuš leta 1920 postuliral, etnično čiščenje in etnično jezikovna homogenizacija že v sistemu ukorinjena del te oblastne ideologije. To je tudi mogoče, ne, da so se navadili, da se tako razpolaga z ljudmi, ki ne govorijo isti jezik. Tisti, ki so leta 1920 dali svoj glas bodisi za Avstrijo, bodisi za Jugoslavijo, so se tako odločili namreč iz različnih, ne le iz narodnostnih razlogov. In bom še malo skrajšala. S pomočjo jezika, seveda s Koroški je potem tudi nekaj uspelo, kar bi jaz rekla, da se je abstraktna nacionalna država, da je ona to dosegla po 100 letih, kar je hotela. Ona je postala enojezična. Če mi zdaj pogledamo število Avstrijcev ali pa število Korošcev, Gradiščan, na Gradiščanskem imamo tudi eno narodnostno skupnost, potem moram povedati, da smo mi nekaj, kar rečem, ene verschwindende Größe, ne? Pa še to bi ne bilo upravičeno, da bi tako rekla. Ampak imamo pa možnosti, da se morda tej etnično-jezikovni homogenizaciji, če ne moramo preprečiti, malo zdaj postavimo ali pa da jo malo zavlačimo,
In sicer s tem tudi, da omogočamo, da se slovenščina poučuje na ljudskih šolah, da se poučuje v javnih šolah. Naš avstrijski sistem je malo drugačen kot pa slovenski sistem. Pri nas nimamo 8-letke, temveč 4-letno ljudsko šolo, potem pa gremo dalje, da imamo 9-letko, nekateri grejo v gimnazijo dalje, v 8-letno gimnazijo, drugi pač grejo v 4-letno glavno šolo in potem dajo pa še 5-letko dobijo v politehniku. Ampak mi že vidimo, da se zgubijo slovenski šolarji v 2. razredu ljudske šole. Ne? Tam se začne zguba, da ne grejo več dalje, ker imajo doma toliko zadela, da potem starši reče, ne bojo pa raje dali v angleški pouk ali pa v italijanski pouk. To bi moralo postati vse malo bolj atraktivno. To je ena stvar. Druga stvar je pa tudi, da se ta pouk slovenščine, da se ta nudi na vseh stopnjah, od bachelorja pa tja do doktorata, posebej na 2 univerzah, in sicer v Celovcu, pa tudi na Dunaju in ne samo v Grazu. Zdaj v Celovcu skušajo to nekako tudi rešiti. Jaz sem zdaj v zadnjem času brala tudi vse, bi rekla, vse potrebno, kar so zdaj mednarodni študiji hočejo narediti, da bo slovenščina zopet malo bolj ojačena. Pa sem malo skeptična, ampak ne tako, da bi rekla, ja, da je vse brezupno. Je treba, da si ohranimo bi rekla, malo pozitivnega mišljenja, drugače nas v dveh generacijah na koroškem slovenskem ni več, če smo to res povedati. Pa tudi, da je slovenščina 100 let po plebiscitu degradirana v okrasni predmet. To je orhidejfach, mi na nemškem rečemo. Čeprav je na Koroškem vedno več prijav otrok k dvojezičnemu pouku v osnovni šoli. Od 2. razreda potem ne več, prva 2 razreda, pa 3. razred potem ne več. To so otroci, ki imajo dobre odnose do slovensko govorečih otrok, ali pa to so potomci tistih Slovencov, ki so nekoč govorili slovensko 2 generacije ali 3 generacije prej, in zdaj pa skuša, da bo šola to nadoknadila, kar so doma sami pozabili, da bi lahko otroku dali. Ampak, jaz bi prav te govorce pa bi posebej izobrazila, in sicer tako dobro, da bi dobili tako dobro slovenščino, da jo ohranijo. Kot primer mi tukaj vidim tu zmeraj angleščino v 15. pa 16. stoletju. Angleščina je takrat res bila zelo ogrožena in jaz ne bi rekla, da morajo zdaj Slovenci postati nekje, da bodo začeli osvajati svet z kakšnim čolnom ali kaj takšnega. Angleži so res s tem, da so začeli trgovati na velikih morjih, so svoj jezik rešili. Ampak se da se jezik malo, bi rekla, pozitivno transportira in da ga ljudje radi govorijo, in to je najbolj enostavno, gre to z otroci. To je, če si majhen, si pridobiš to igraje. In to bi bilo treba, da bi se malo podprlo, in prav za tiste, ki pa niso zdaj, se ne gre za to, da ni vsak Anglež, ali pa vsak izgovori angleško, ni Anglež ali pa Amerikanc ali pa Avstralec porodno, to ni treba. Ampak znanje jezika je morda nekaj, kar je treba malo posredovati. In 100 let po plebiscitu in 100 let po priključitvi svobodne in nerazdeljene Koroške v Avstriji so koroške Slovenke in Slovenci pristali na integracijskem ministrstvu, tam nas danes opravljajo. Se prav čudim, zakaj naj bi se pripadniki avstrijskih narodnih skupnosti tam integrirali, kjer so rojeni, kjer hodijo v šolo in na delo in kjer je središče njihovega življenja. Najbrž da zaradi nemške materinščine. S tem bi zdaj nehala, bi se vam zelo zahvalila za vašo pozornost in seveda sem pa na voljo, če bi bila kakšna vprašanja, na to pa seveda. Najlepša hvala obima sogovornikoma za tako izčrpno predstavitev zbornika. Morda sem še nekaj tehničnih podrobnosti na koncu, da bi jaz dodal. Torej, kot je omenil že Daniel,
založnika sta dva, Slovenska matica in Inštitut za narodnostna vprašanja. Finančno je izdajo podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ga je uvrstila v višjo kategorijo, tako da smo lahko izdali prav odličen zbornik. Seveda pa sta se angažirala tudi dva naša člana, predsednika Kluba koroških Slovencev, torej mariborskega in ljubljanskega, in prek svojih društv, torej Jana Strgar in Danijel Graf, narod poskrbela tudi za to, da se je interes za zbornik dvignil, da smo tudi dvignili običajno naklado pri tej zbirki, ravno zaradi tega, ker je tako lepo stekla prodaja. In kot me je Danijel tudi že obvestil, da so tudi na Koroškem že pokazali torej tisti drugega jezika interes, da bi se tudi oni seznanili z vsebino in da so padle določene ideje, pa bomo videli, kaj še bo še za prevod oziroma izdajo v nemščini. Tako da računamo, da ta interes ne bo šel navzdol, kvečemo navzgor, ker upam, da ste dobili iz teh obedveh predstavitev ta občutek, ki sem ga že takoj imel, ko sem tekste videl. Namreč ne gre, kot sem že rekel na začetku, za klasično zgodovinsko študijo, gre tudi za spominske študije, gre tudi za ženske študije, gre za, bom rekel, neko polemično, dialoško stereotipi, kako rušiti stereotipe, in gre za to, pa bomo šli nazaj k naslovnici tisto roko, ne samo roko med dvema narodama, ampak roko tudi preteklosti, sedanjostjo in prihodnostjo. Sedaj pa, če bi rad še kdo vprašal naša dva sogovornika ali kaj dodal, beseda publika. Kako je Madžarska zgubila tam? Na Gradiščanskem je tudi nekaj bilo. En del je šel. Ja, Lahko. Madžarska je ogromno zgubila. Madžarska je izredno veliko zgubila, ampak je pa dobila nazaj vrnen Šopron. Šopron, kjer so bili, kot sem že povedal, nemško govoreči v večini. Drugače je pa Madžarska pravzaprav tista, ki to travmo pravzaprav nosi vse do danes. Verjetno se spomnite, pred 3 tedni državni sekretar madžarske vlade je omenil, se zmotil, da meja poteka na reki Muri. Zadaj smo pa videli politični zemljevid velike Madžarske. Zdaj pravi, Madžarska je veliko zgubila in tu vidimo, ta travma se prenaša dalje. Ne? A smem nekaj dodati? Izvolite. Madžarska pa je izgubila 2/3 ozemlja, kar takšnega se ne sme pozabiti. To je Trianon je za Madžare najhujši travma, kar se ga sploh da. Je treba samo iti v Otero Haza v Budimpešti, da se ogledate tam, kako je nagrajen ta muzej in da se vidi, zakaj to tako imenuje. Pa še nekaj, pri meni je zaključil en Madžar disertacijo o dveh škofijah in tam ni bilo čisto jasno, če bojo glasovali za Madžarsko, tudi Nemcine, ali pa za Avstrijo, ker je pouk drugače kot pa v Avstro-Ogrski od leta 1869 je pouk v Avstriji je bil dodeljen, je bil državni, da si potem ni več imel župnik višjo besedo v šole, temveč tudi učitelj. Na Madžarskem je pa to ostalo vse do prve republike in tam so potem skušali madžarski duhovniki izvajati pritisk na ljudi in so tudi škofi not hodili, ko ni več bilo madžarsko, so hodili na Birme, da bi potem birmali. To je bila prava, kako bi jaz rekla, to je bil en velik stres med Madžarsko pa med Avstrijo v medvojnem času. To moram res povedati. Morda bi še sam dodal, mislim, da oba dva kolega poznata. Ko gledaš kasnejšo literaturo, bomo rekli iz tega časa nazaj, kot je bilo že tukaj predstavljeno, bomo vedno najdli ostro, jasno ločnico med Habsburško monarhijo pa Republiko Avstrijo. Včasih, ko beremo ogrski ali pa madžarske pri kolegih z Madžarske, jih je treba včasih pol opozarjati, dajmo razlikovati dva pojma, staro kraljevino ogrsko in madžarski narod. Torej, da je včasih ta ločnica v teh stvareh zaradi te traumatiziranosti kar malce izgubljena, tega ni, ne.
To je isto kot z Avstrijo, pa z Nemčijo, ne? Ja. Ja. Morda, ja. Isti problem. Ja. Presenetuje Markec, se pravi slovenski škof na tem področju sporno. Ja, on je za nas upanje. Vem, no, ampak me je presenetilo, ne, da so Slovenci da. Veste, včasih ima tudi kdo srečo, če ni drugega kandidata. On je bil najboljši kandidat. Ja, pa tudi... Izbira Vatikan. Ja, to pa jaz bi rekla, da je to Frančiškova zasluga bila, ker Frančišek si je vzel ljudi, ki so bili malo bolj socialno nastrojeni. In Markec je imel, je bil v Caritas tudi, mislim, da je vodilni bil na vodilni funkciji, je tam pokazal, da je tega zložen, ampak za Koroške je bil to zadnji čas. Samo nekaj o dvojezičnem šolstvu na Koroškem. Ja. V državni pogodbi je pravzaprav zapisano, da mora biti pouk zasiguran za Slovence in za Hrvate. Ja. In s tem, da v ministrstvu oziroma da premišljajo, da se za učitelja ne moreš več šolati za slovenščino, na primer na Dunaju ali pa samo več v Gracu in v Celovcu, potem je tudi Slovenci oziroma Slovenki nimajo več možnosti, da lahko kombinirajo na primer za slovenščino ali pa geografijo. Torej, kdo se bo še odločil za ta pouk. Prvič to, tedaj, ko so ustanovili slovensko gimnazijo 1957, ko je prišel ta odlok, so takoj tiste naredili odredbo, da se potem moraš k dvojezičnemu pouku prijaviti, ne več odjaviti. To. In potem pa še tiste, v Avstriji imamo sedaj tiste neue Mittelschule in v teh novih srednjih šolah je res tako, da nazaduješ število, ki so za slovenski pouk. In to je pravzaprav tiste, da na podeželju ne dosežeš več pravzaprav čisto navadnih ljudi. Samo več tiste, ki hodijo v slovensko gimnazijo, na primer. In pa še nekaj bi jaz rada dodala, to mi res leži na srcu. Jaz sem, ko sem malo iskala za slovensko gimnazijo, kako je bila ustanovljena, da KHD nam Slovencem vzel vse. In vsak, ki podpira tega gospoda Feldnera, ki nam je res Koroškim Slovencem in Slovenkom vzel celo mladost in vso prihodnost. Jaz nobenega ne razumem več. To je naša travma, to je res naša travma. Hvala za pozornost. Ki je bil plebiscit 100 let, sem šel osebno na lastni oči pogledati, kako to sploh izgleda tam Celovci. Velika zastava na glavnem trgu, vse pražno oblečen, avstrijska stran, res lepo oblečen. Vse v zastavah. Ne? Paholja so bili izredno veseli, vse ni dal zgrešiti, vojska, vse. Ja, tu je treba tudi omeniti, da je Aleksandar van der Bellen našel ta prava besede. Zdaj meni to nihče ne računa, ne. Tako našel. Dobro, jaz mislim, da smo bili dovolj izčrpni, bili smo tudi malce povprečno dolgi, ker pa glede na to, da je pogovor pa beseda stekla, mislim, da smo marsikaj povedali in če je bilo nekaj ob 50-letnici pa nekaj ob 100-letnici, upam, da ne bomo naslednji čakali 50 let, da bomo imeli kakšen podatek vesel, kaj prej zapovedati čez nadaljnih in toliko in toliko. Izvoli. Jaz bi zaključil, hvala Leže, jaz bi zaključil samo še z povabilom na nadaljne prireditve Koroških kulturnih dnevov in sicer četrtek 28. aprila ob 11. uri bo prav tako tukaj v dvorani Slovenske Matice ena zanimiva zadeva in sicer pogovor o izkušnjah slovenskih založnikov na Koroškem. Gostje bodo Lojze Vizer iz celovške založbe Vizer in Drava, Hanzi Filipič iz celovške Mohorjeve založbe in seveda naša magistra Lidija Golc, ki bo vse skupaj moderirala. Ob 18. uri istega dne, to je 28. aprila 2022, pa bo finisaža razstave v galeriji Družina, ki se bo udeležil tudi avtor Gustav Janoš. Vabljeni. Najlepša hvala in
Se vidimo ob prihodnji. Hvala. Prvič sem slišal, da je tudi v Mariboru kljub Koroške Slovenije. To je dobro, da ste